Zdaj, v Levici že odkar smo prišli v parlament opozarjamo, da opozoril o dramatičnih posledicah segrevanja ozračja in klimatskih spremembah ni več mogoče preslišati. O tem je soglasna svetovna znanost, o tem opozarja že vrsto let tudi Organizacija Združenih narodov, ki pravi, da imamo samo do leta 2030, torej še dobrih 11 let časa, da preprečimo, da bi se v našem stoletju temperature ozračja dvignile za več kot 1,5 stopinjo glede na čas pred industrijsko revolucijo. To je meja, 1,5 stopinje, namreč tista meja, znotraj katere lahko pričakujemo, da bodo naravna ravnovesja zdržala, da bomo lahko ohranili bivanje živalskih, rastlinskih vrst na tem planetu, vključno pač z našo človeško. Podobno kot Organizacija Združenih narodov, tudi David Wallace Wells, avtor knjige The Uninhabitable Earth, oziroma v prostem prevodu Zemlja, na kateri ni mogoče živeti, opozarja, da bo po letu 2030 vsako dodatno segrevanje ozračja nad to mejo 1,5 stopinjo močno povečalo tveganja za hude suše, poplave, ekstremne vročine, rušenje naravnih ravnovesij na kopnem in v morju. Skratka, če ne bomo ukrepali, nas čaka tisto, kar vidimo, zaostrovanje tega, kar vidimo že danes. Podnebne spremembe niso nekje v Sahari ali pa na nekih oddaljenih koralnih grebenih, podnebne spremembe vidimo tukaj. Slovenija vsako leto, že zdaj vsako leto porabi milijone evrov za sanacijo škod, ki jih povzročijo suše, toče, poplave, žledolomi in podobne naravne katastrofe, ki so posledica podnebnih sprememb. Politiki so doslej ta opozorila poslušali, ampak niso ukrepali. Dovolj je bilo, da so priznali, da problem obstaja, ampak so njegovo reševanje odlagali nedoločno.